Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, kako karmična lekcija oziroma karmična čustva vplivajo na hormone. Ampak preden gremo na to temo, vam želim pokazati eno stvar. Glejte, kristale in praznujem in obdarujem. Včeraj sem imela rojstni dan in sem dopolnila rosnih 56 let. Kako se obračajo te številke, pač se obračajo, ampak tako, jaz v sebi sem tako mlada, tako dobro, tako hvaležna za življenje. Pač res je neverjetno in res sem srečna, da živim in enako želim tudi vam. Želim vam, da ste srečni, da živite in da vam bom pomagala majčkeno pri tem, da boste lažje šli čez te karmične lekcije. Glejte, kristali. In zdaj do 15. avgusta pri vsakem naročilu, razen pri prednaročilih za novo knjigo, ampak pri vsakem naročilu, naj se gre za knjigo, že obstoječo knjigo, vitamine na moji spletni strani srečnoživljenje.com, bom dodala en kristal, ki vas bo podpiral. Najprej bomo pogledali, zakaj kristali. Zakaj so kristali tako zelo pomembni in kako v bistvu lahko uporabljate kristale. V glavnem, prva najbolj enostavna zadeva je kristal, ki vas pokliče, ga enostavno najprej sperete pod vodo. Zanimivo, kjer mi je ostal v roki, je tigrovo oko. Tigrovo oko je kristal, ki vpliva na trebušno slinavko, na solarni pleksus, na občutek lakote, predvsem pa na občutek osebne moči. In ga imate lahko v torbici, lahko ga imate v denarnici, lahko ga imate pač nekje blizu, še boljš pa, da ga sperete pod vodo in s tem ga očistite in ga enostavno date v vodo. In voda se dobesedno informira, postane informacija vaše osebne moči. No, in to je za vse tiste, ki nikakor ne morete shujšati trebuh, ki imate težavo z oblastnimi ljudmi, ki vam manjšajo vašo moč. V glavnem, na ta način se pa lažje postavite v svojo moč. To je tigrovo oko. No, potem imam tukaj, tale je pa avanturin, majčkeno moram pogledati, v glavnem o moči kristalov sem pisala v knjigi Ko imajo duše žur, ker v bistvu kristali nam dobesedno ojačajo naše energijsko polje, da zmoremo. No in zdaj, če gledamo avanturin, deluje na srčno čakro, na občutek ljubezni, sočutja, hvaležnosti, empatije. V glavnem vse ta, tudi miline, ta nežna ženska energija, ki je povezana z zdravilno energijo, povezana je s tem, da dobesedno svojo vibracijo vnašamo, novo vibracijo v okolje, kjer se pojavimo. Recimo, če tukaj preberem, spodbuja avanturin, kamen srčnosti, avanture, poguma in srčne moči. No, to je avanturin. Potem imamo tukaj, to je ametist. Ametist je pa za kronsko čakro, za razvijati intuicijo, ščiti in dodaja energijo, povezuje nas z božanskim. Recimo, jaz imam enkrat za en rojsten dan, sem dobila tako drevo, kristalno drevo, s samimi temi ametisti in tak drevo imam poleg računalnika, da mi veča pretok energije. No, v glavnem, ametist je dejansko kamen osebne zaščite, ko se povežete z energijo nadangela Zadkiela in angelom vijoličnega plamena. Se pravi, vse, kar ne služi, naj pač odide. No, potem imamo tukaj le roževec, ki ga imam kakšnega roževec. Roževec je v bistvu najbolj tak bel kamen, roza. V glavnem, roževec je namenjen za stabiliziranje čustev, čisti in ščiti našo avro, predvsem je povezan tudi s tretjim očesom, povezan z našo vizijo, zdravljenje moči, nenazadnje, in beseda mi gre ljubezen. Roževec je ljubezen, povečuje stopnjo ljubezni v vašem energijskem polju. No, potem imamo tukaj
imamo karneon, čakajte, da vidim majčkeno, dva sta taka bolj rdečkasta, karneon, ja, en je karneon, spodbuja samozavest, povečuje spolno moč in samozaupanje in v glavnem deluje tudi na zdravljenje spolnih organov, sploh za ženske, ki ste spolno hladne, ki nikakor ne morete, a veste, kolikrat mi kakšna ženska reče, nikdar še nisem doživela vrhunca. Wow, kaj doživljaš? No, o tem bomo zdaj naprej govorili in to je karmično čiščenje. No in potem naslednji je pa jaspis, povečuje stabilnost, povezuje nas z zemljo, zemeljsko energijo združuje nas z namenom naše duše na tem planetu. Na nek način nas prizemljuje, nas povezuje s koreninami. Pač lejte, duša si tako izbrala starše, družino, vse to, kar mora predelati in vse to je dejansko prav. Da jaz vidim 1, 2, 3, 4, 5, 6, še enega bi morala, lapis. Lapis je pa za gardeno čakro, za povečevanje komunikacije, strpne komunikacije oziroma pa komunikacijo skozi naša čustva. Nič ni narobe, če nam odpre kanal, da jokamo, da se izraža pač naša energija tudi skozi potlačena čustva. V vsakem primeru kristali nam pomagajo naprej. Tako da v glavnem to je zdaj praznujem in obdarujem do 15. avgusta ob vsakem naročilu en kristalček. Kristal za povečevanje vaše osebne moči. No, zdaj pa pojmo na temo, o čemer sem hotela danes govoriti, in to je, kako karmične lekcije vplivajo na naše hormonsko stanje. In zdaj poglejmo, kaj so karmične lekcije. To ni povezano z, ja, seveda je povezano z ljudmi, ampak je povezano zadaj s čustvovanjem. Katero čustvo se nam zbuja ob določenem človeku? Veste, pač res pogosto, skoraj pri vsaki stranki pridemo do zaključka, v duši nosim sovraštvo do te in te osebe. In dokler imamo mi sovraštvo v svojem energijskem polju, je to tako, kot da bi bila naše energijsko polje, v bistvu tudi naše celice, obremenjene sivo barvo. S črno barvo, tako kot da bi bilo v vsaki barvi dodatek črne. In zdaj, če si pogledamo, dajte, jaz vam tukaj pač to belo jopčko, če bi bila zraven črna, nastane siva. Če bi bila tukaj zraven te roza, dodana črna, pač črna povozi vsako barvo. Črna povozi vsako svetlobo. In to pomeni, da če vi želite več svetlobe v vašem življenju, več ljubezni, več čudežev, več sinhronicitete, več tega, da zakon privlačnosti deluje v vašo korist, začnite ozaveščati, koga ali kaj sovražite. Zdaj, zakaj govorim koga ali kaj? Ker lahko tudi sovražimo določen kraj, tam, kjer se nam je zataknila energija. In je povezan, recimo zadnja stranka, sem pač videla, da ima zapis kurjenja, čarovnice, mučenja in je bilo povezano s Ptujem. In dejansko je imela prav program Sovražim Ptuj. Pa tako, sploh si ne bi mislila. Ja, tam so bila taka huda mučenja in ta mučenja, ravno tako kot recimo Škofja Loka, tudi recimo Koper je bil kar zanimiv po mučenjih, žgali so pa čarovnice praktično povsod. In ko se vam zatakne energija, lejte, z določeno osebo, kaj se zgodi? Vi boste to osebo v tem življenju imeli zelo blizu. In ta zelo blizu pomeni vaša mama, vaš oče, vaš otrok, vaš partner, vaša nadrejena, vaš šef, nekdo od najbližjih. In zato, ker lejte, to že piše, prav v Svetem pismu piše, da razdor bo nastal v družini. Zakaj? Zato, ker tem ljudem, s katerimi imamo karmične lekcije, da pride do odpuščanja, do čiščenja, do zaveščanja. Če ne bi bili del naše družine, bi se jim izognili na velikem krogu. To je to.
Enostavno bi rekli, ne, s tabo pa ne želim zoba češen. Tem življenju so najbližji. Včasih so to sosedi, včasih so ljudje, ki se jim ne morete izogniti. Te karmične lekcije so po večini povezane s programom sovražim dušo določenega človeka. In začnite to zaveščati. Zdaj pa kam se pretoči ta sovražim dušo določenega človeka? Seveda se pretoči, iz energije se to vpliva na delovanje naših čakr. Delovanje naših čakr je pa direktno povezano z delovanjem naših notranjih organov, najprej hormonskih centrov. In pa imamo najprej na ščitnico. Se pravi, tukaj imamo lapis lazuri, kamen, ki dejansko modra barva aktivira delovanje grlene čakre. Zdaj pa po drugi strani. Če vi razumete, da vas nekaj duši, da vas sovraštvo duši, da vas dušijo potlačena čustva. Zdaj je čas, ko hočejo priti čustva na dan. In bolj kot spremljam ljudi, bolj vidim, da se vsakmu nekaj dogaja. Vsaki družini se nekaj dogaja. Vsak ima neke premike za narediti za naprej. Tako da začnite dejansko, preverite tudi, v duši nosim zamero do tega in tega človeka. In pejte čez najbolj odnose, ki so najbolj neaktivni, pač težki, boste videli, koliko je v duši te zamere. In zanimivo je, ta čustva ne umrejo s smrtjo. Ne umrejo. Zapišejo se v energijsko telo in jih prinesemo nazaj v to življenje, v naslednjem, pač ko se ponovno rodimo. Zdaj potekajo hitro te karmični cikli. Zdaj zadnje čase opažam, nekdo umre, v enem letu je duša nazaj kot dojenček. In ponavadi se rodi v isto družino. Nekoč je bilo to tako, 100 let je preteklo. Zdaj gre to hitrejš. Tisto, kar se mora počistiti, se hoče počistiti. Duša nas pelje iz ene scene v drugo sceno. Pač moramo o tem govoriti. Danes sva s hčerko govorili o tem, kako v bistvu prav ta igra življenja je res zanimiva. In verjetno ste gledali film Trumanov Show. Trumanov Show v bistvu je en dojenček, ki je bil brez staršev in so ga v bistvu od malega je odraščal ob kamerah. In je imel starše, in je imel pač vse, maturantski ples, je imel prvo ljubezen, je imel dramo in tako naprej. In bolj kot je odraščal, je imel občutek, da je v nekem šovu, da je opazovan. In potem je tudi iz tega šova pobegnil ven. In zdaj poglejte, če si mi predstavljamo, jaz sem kar kurja pot, v glavnem Anja je začela govoriti o tem, da je poslušala intervju Jima Carreya in je rekel, da njega vloga sama najde, da ne išče vlog, ker ko je on zrel za določeno vlogo, vloga sama pride v njegovo življenje. In ravno tako je v našem življenju. Mi, ko predelamo eno stopničko, se lahko zgodi, da vas življenje potegne čisto druge konce. Ne vem, zadnjič sem z eno gospo govorila, ko je prišla na neko časovnico, se je preselila v drugo državo, tam oddelala svoje stvari, se vrnila nazaj. To je to. Duša izbira vloge, kulise, vse izbira. Glejte, če vam je namenjen, da boste naredili, vi imate samo čustva za predelati. Katero čustvo predelujem na tej stopnički? In ko to predelaš, greš na naslednjo stopničko. In bi lahko primerjali življenje podobno kot videoigrco. Ko narediš prvo stopnjo, ki je v osnovi enostavna, greš v drugo stopnjo, ki je majčkeno bolj komplicirana, in potem greš v tretjo stopnjo, ki je še bolj komplicirana in tako naprej. No, ampak vrnimo se nazaj na temo. Kako čustva, karmične lekcije vplivajo na hormone. In ko imamo težave z izražanjem, če je to naša karmična lekcija,
kaj se bo zgodilo? Imeli bomo težave z grlom, ščitnico, imeli bomo kar naprej vnetje grla, ker se učimo skozi karmične lekcije izražati. Ampak ne da tolčemo po drugih, ampak izražati svoja čustva. V tem trenutku občutim to, počutim se na ta in ta način. Potem naprej. Če imamo karmično lekcijo povezano, recimo z depresijo, z psihičnimi težavami v preteklih življenjih, ko smo se odpovedali svoji moči in smo menili, da smo čisto zmešani, zblojeni, seveda imamo ta občutek, da se nam meša. Vete, če imate občutek, da se vam meša, začnite delati zdravilno molitev dekodiranja in počistite ta občutek, da se mi mora zmešati. To je neka frekvenca, nek virus, ki moti delovanje vaše hipofize in vaše epifize. Pač tako je. In ko to predelaš, ne potrebuješ več bolezni. Potem gremo naprej, tudi centri v možganih, spanje, ne moreš spati, ne moreš se umiriti. To je vse povezano z možgani. Če gledamo naprej, tiste, ki se učimo sprejemati svoje telo. Sigurno je to povezano s trebušno slinavko in solarnim pleksusom. In to pomeni, da smo nekomu drugemu dali moč v svoje roke in zdaj v tem življenju se učimo ljubezni do sebe, da sprejmemo, telo je pač zemljevid naših čustev, da sprejmemo svoje obline, svoje kosti, svoje zobe, svoj nasmeh, da se sprejmemo, da lahko vedno rečeš, ej, rada te imam, sebi, ej, faca si, bravo, da postaneš sama sebi največja navijačica. In za vse tiste, ki predelujete spolno zlorabo iz preteklih življenj, imate sigurno miome, vnetje nožnice, imate tumorje na jajčnikih in tako naprej. In poglejte, kaj vas življenje uči. Ne na katero kemoterapijo boste šle, ampak vas uči, pač sprejmi to, da si spolno bitje, sprejmi in odpusti vsem svojim zlorabljevalcem, predvsem pa dovoli se, ker spolna čakra v sanskrtu pomeni center, kjer se moja bit izrazi. In na koncu preko spolne čakre, a ni da se rodimo, zraste novo življenje v maternici. Tukaj je kreacija novega, to je ženska moč ustvarjanja. In ko se ženska odpove svoji moči, potem ima težave s ženskimi hormoni. Hormoni me dajajo, boleče menstruacije imam. Čak, zakaj že? Zato, ker mogoče daje svojo moč napačnemu človeku. Zato, ker se mogoče ne zavedaš, da si vredna več. Ne vem. Potem pa za vse tiste, ki imate pa težave s korensko čakro, pa bi rekli, kateri hormoni so pa povezani s korensko čakro. Korenska čakra je vpeta na hrbtenico. Glejte, za vse tiste, ki imate slabo kri, šibke kosti, ki imate šibke mišice, ki imate šibke misli, ki imate psihične bolezni, vsi vi imate težave s korensko čakro. Z očetovo energijo, da se postaviš v tem svetu in stojiš. In si dovoljš, da si tako kot drevo, ne glede na to, katere vrste je drevo, najlepša različica sebe. Tudi če imaš kakšno grčo, tudi če je kje kakšna veja manjka, da si dovoljš, da žariš, da ploveš, da enostavno dovoljuješ, da te ideje tečejo in da se začneš zavedati, da s tabo ni nič narobe, da si čudovita kreacija Boga tukaj na zemlji in da Bog deluje skozi tebe, da je vse prav. Dajmo zdaj samo še pogledati nekaj sporočil, da vidimo za tole dušico, ki predeluje življenje, tako kot vsak od nas, ki se uči lekcije sprejemanja, spuščanja, dopuščanja, odpuščanja.
kaj sporočaš. Plavaj s tokom. Dejansko so se od plavaj s tokom, zaključujejo se ti karmične lekcije in čas je za tvojo razigrano energijo, da postaneš najboljša, najlepša različica sebe, da žariš, da vriskaš, da si. Čas je za tebe. No, in dajmo še naprej pogledati. Greš si na prehodu v novo dobo. In očitno se tema čisti zdaj, ker enostavno ne moreš v novo dobo nesti stare prtljage. Tista prtljaga, ki ne sodi v tvoje življenje, se čisti in odgovore najdeš v tišini svojega srca. Zanimivo je, to je slika morja, pet k morju, k vodi, dihaj, uživaj in očiščena si teže preteklosti. Pojdi k reki, dovolj si, da se skozi tebe izrazi res tisti potencial tvoje duše, ker ti, ki tole poslušaš, si stara, svetla duša. Ampak iz življenja v življenje smo samo nabirali, ruzak samo tlačil se noter. In zdaj, če se otresemo tega, da se spucajo te energije in da gremo naprej. Tako da, vse dobro vam želim in se vidimo kmalu v novem videu. Uživajte!